V inženiringu veliko časa posvečamo usposabljanju uporabnikov, operaterjev in drugega tehničnega osebja v Slovenski vojski. V osnovi pripravljamo programe in tudi izvajamo nekako 3 vrste usposabljanja. Največji delež zavzemajo usposabljanja za pridobitev licenc za vzdrževalce iz vseh področij, ki jih pokrivamo v inženiringu. To so področje oborožitve, streliva, vseh vrst vozil, sredstev zvez, elektroenergetike in tudi drugih elektronskih sistemov. Licenca pomeni, da ima pripadnik, na primer mehanik, za neko sredstvo potrebno znanje in tudi dovoljenje, da lahko opravlja vzdrževalne posege na posameznem sistemu. Trenutno poteka usposabljanje za pridobitev licence za mehanika za prvo stopnjo. Namen tega usposabljanja je naučiti pripadnike osnovnega vzdrževanja, se pravi letne in dvoletne servisne preglede. V vojaškem izobraževalnem sistemu veliko sodelujemo pri usposabljanju vojakov, počasnikov in častnikov pri pridobivanju tako imenovanih vojaško-evidenčnih dolžnosti, brez katere ti pripadniki ne morejo opravljati dela na svojem delovnem mestu. V učilnici inženiringa je izvedeno usposabljanje za pripadnike 157. logističnega bataljona, in sicer za tiste, ki upravljajo meritve temperature in pa vlažnosti zraka v tehničnih skladiščih streliva in plinsko-eksplozivnih sredstev, ki se nahajajo tukaj pri nas v Sloveniji. Udeleženci usposabljanja se bodo tu seznanili, kdaj, kako in zakaj izvajati meritve pogojev skladiščenja. Pridobljeni podatki temperature in vlažnosti zraka so zelo pomembni, saj nam dajo prvo informacijo o varnosti hranjenja streliva, služijo pa tudi kot osnova pri odločitvah o nadaljnji uporabi skladiščenih materialnih sredstev. Sonde se priklopijo na sledeči način, zdaj smo dali te notranje sonde. To je posebna vojaška izvedba tega v prvini za naše. Bomo kasneje do tega prišli, popravite ta kabel. Ta prvi del, kako se poznate, eno samo sondo, nič na silo. Mislim, da pa samo skoči nad. Skočite se najbolje neka vrata in to je to. Posebej pa je pomembna 3. vrsta usposabljanj, ko pripravljamo tehnično osebje za delovanje na misijah po svetu. S tovrstnimi izobraževanji pripadnikom osvežimo znanje, jih seznanimo z aktualnimi zadevami in, kar je še posebej pomembno, navežemo kvalitetne stike med našimi tehnologi in udeleženci misij, kar pripomore k lažjemu reševanju tehničnih težav, če se le-te pojavijo. Danes imamo usposabljanje za Patrio na 1. stopnji, kar mi bo tudi prav prišlo v Afganistanu. Trenutno pa imamo izobraževanje na računalnik oziroma tester, priključitev in brisanje napak, seznanitev z testerjem. Usposabljanje poteka čisto normalno, predavatelj je vredel, tako da smo zadovoljni. Za usposabljanje uporabljamo tehnično dokumentacijo, kjer so navedeni postopki vzdrževanja, katalogi rezervnih delov, navodila za uporabo in podobno. Postopki, ki jih predstavljamo pri usposabljanjih, so fizično preizkušeni in morajo biti v dokumentaciji ustrezno tekstovno in slikovno predstavljeni. V tem arhivu je zbrana vsa izdana tehnična dokumentacija. Za kompleksnejša sredstva je te dokumentacije kar precej. Na primer za skov 8x8 svarun jo je kar za 22 fasciklov. Izdanih imamo okoli 500 raznih dokumentacij. Arhiv imamo shranjen v tiskani in elektronski obliki.